Ima vsaka žival svoj izvod viharnih kopit? Hurra! Obožujem knjižni klub kosmatincev. Zdaj pa razpravljajmo o opisu narave, ki se sklada s Hookcliffovo ljubeznijo. Je kdo pustil prižgano luč? Jaz sem. Jaz sem. Ta pogovor bomo nadaljevali, ko se vrnem. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Tukaj si! Kaj ni to vznemirljivo? Tudi ti si poklicana. Hvala Bogu, veliko boljše se počutim, da grem s prijateljico. Hotela sem priti pote, pa me je nekaj zamotilo. Odkar naju je zemljevid poklical, sem se lotila raziskovanja. Testirala sem potencialne probleme prijateljstva, predrugačila sem svoj portfolio rešitev. Odkar naju je zemljevid poklical? Saj, to je bilo pred 5 minutami. Ja, vem, ampak hotela sem biti 100% pripravljena. Mislim, saj sem princesa prijateljstva. Kako bi bilo, če ne bi rešila problema prijateljstva? Kakšna sreča imam, da grem s tabo. Ko sva že pri tem, kam pa greva? V meglene gore. Tam pa še nisem bila. Jaz tudi ne. In nimamo veliko informacij o njih. Našla sem samo to. V zavetju meglenih gora je najlepša dolina v vsej Konjetaji in leži med 2 veličastnima gorskima vrhovoma. Res čudovito. In kjer je narava, kar mrgoli živalskih prijateljev? Komaj čakam, da začneva. Malo sem živčna, da sem našla le to. Običajno sem rada bolj pripravljena. Meni se zdiš precej pripravljena. So ti za naju? Ja, pripravila sem stvari. Prigrizke, knjige, odeje, knjige. Knjige si rekla 2-krat. Ker je veliko knjig. Kakšen misliš, da bo najin problem prijateljstva? Tega ne vem, ampak gotovo bomo ugotovili. Misliš, da bo problem glede laganja? Zagotovo bomo ugotovili, ko prideva tja. Prav imaš. Bi lahko šlo za to, da se prijatelje naključno odločite nekaj početi, pa pozabite povabiti tretjega in se ta počuti zapostavljenega? Ali pa prijatelj pove skrivnost drugega, čeprav ga je ta prosil, da je ne? Saj bova zelo kmalu vedeli, ker sva že skoraj tam. Daj, dovoli meni. Hvala. Oprosti, da sem malo raztresena. Res ne morem verjeti, da se to končno dogaja. Kaj za Konjetajo se dogaja? Sploh ni tako, kot je pisalo v tvoji knjigi. Fant, počutim se zelo nepripravljeno. Kje naj sploh začneva? Morda bi ugotovili, odkot prihajajo leteče buče? Pripravljeni? Meri! Hej! Živjo! Oprosti, ampak kaj počnete? Bučkamo svoje sosede! Ja, ampak zakaj bučkate svoje sosede? No, zato, ker so me kolti naravno zgnili. Hej, čakaj malo, kdo sta vidvi? Saj nista mi koltovi vohunki, kaj ne? Jaz sem Twilight Sparkle, princesa prijateljstva in prišla sem razrešiti problem prijateljstva. Jaz sem Fluttershy, tudi jaz sem tu. Mama Hufil, me veseli, ampak tu tratite čas. Nimamo problema prijateljstva, imamo pa problem z mekolti. In to ni absolutno nič prijateljstva.
mogoče bi bilo, če bi izvedeli, s čim so vas Mekoltovi tako razjezili. Toliko stvari so špičili. Ravno danes so streljali s kamenčki v našo kmetijo in jo uničili. Veste, ne gradimo preveč dobro, zato je zadostoval le kamenček. A vseeno! Vem, kaj narediti. Pogovorili se bomo z Mekolti in prisluhnili njihovi strani zgodbe. Ko bova poznali vsa dejstva, lahko narediva temu konec s pomočjo razuma in načel. Dober načrt. Zato pa je princesa. Medtem pa, a bi lahko prosim prenehali z bučkanjem? No prav. Hvala. Pridi, Fluttershy. Povejte, kaj hočete? Sploh se ne trudi, najbolj sta vohunki Hofildovih. Hej, čakaj, ti si Alicorn. Mislil sem, da so samo princese Alicorni. Zdaj so 4 princese Alicorni v Konjetaji. Jaz sem Twilight Sparkle, princesa prijateljstva. In jaz sem Fluttershy. Novo princeso imamo? Kdaj se je pa to zgodilo? In kje so Hofildovi našli vohunsko princeso? Nisva vohunki. Zakaj mislite, da sva vohunki? Ker nismo vajen veliko obiskov. Jaz sem veliki ata Mekolt. Prišli sta v čudnem času. Smo sredi hudega spora s svojimi obupnimi sosedi. No, pravzaprav sva zaradi tega tu, da bi rešili vaš problem s Hofildovimi. Ste prišli pomagati, da se jih znebimo? Ne, tega pa sploh nisem mislila. No, če nista z nami, sta pa proti nam. Na nikogaršnji strani nisva. Prišli sva vam pomagati, da se spet spoprijateljite. To bo pa težko. Mislim, da nikoli nismo bili prijatelji s Hofildovima. Pa bi lahko bili. Vse so samo razburjeni, ker ste jim uničili kmetijo. Zdaj pa mal počak. To smo naredili sam zato, ker se Hofildi staknili z tič naše prkolce. Za cel teden hrane se je odpeljali po gori dol. Mi, Mekolti, res dobro gradimo, ampak za nič ne spoznamo na kmetovanje. Delač moramo potovati, da si kupimo hrano. In zdaj bomo morali jesti buče, ki so jih Hofildi streljali v nas. Bučen kruh, bučna juha, bučne kesadilje, bučna paella, bučen sir, bučna pita, bučne fritate. To se sliši dobro, pravzaprav. Ampak se ne veličaš. Ste se poskusili srečati na nevtralnem območju in se pogovoriti o problemih ter prisluhniti drug drugemu? Kaj? Ne. Prej bi nam v glavo zmetali večerjo, kaj da bi se z nami pogovarjali. No, mene bodo pa poslušali. Sem neodvisna tretja stranka. Pozor, Hofildi in Mekolti. Nisem na nikogaršnji strani. Toda vidim, da vsi izgubljate čas in sredstva s tem, da ste zlobni drug do drugega. Poniji bi si morali pomagati in biti prijazni. No, nehajmo s tem nesmiselnim bojevanjem. Tako, to bo v redu. Greva zdaj domov, Fluttershy? Z veseljem, ampak če bi že rešili primer, name ne bi spet zasijala cutie znaka? O ja, saj bosta zasijala vsak trenutek. Ali pa ne. Toliko o potencialni rešitvi prijateljstva številka 28. Najbrž bi morali ugotoviti, zakaj Hofildi mečajo paradižnike. Enega po enega, Greenhoof. Če stlačiš paradižnike v frači, se ne bodo razleteli na Mekoltih. Kaj pa počnete? Prosila sem, da nehate z boji. A o čem si torej vpila? Mislili smo, da so vamajo Mekolti špičili, zato smo jih poparadižnikali. Moja napaka. Nehajte streljati paradižnike!
No, to ni vžgalo, pa sem mislila, da bo. Bil je dober načrt. Ampak domisliti se morava novega in to hitro. Ta boj res vpliva na živali v tej okolici. Nič ne skrbi, bom pač našla srž problema in poiskala rešitev. Oprosti, mama, ampak se morda spomniš, kdaj se je začelo ves ta spor? Oni že vedo, kaj so naredili. Saj vejo, kaj so naredili. Počasi se mi dozdeva, da nihče od vas ne ve, kaj ste naredili. Seveda vemo. Hufildi so nam iz enega razloga pred časom zakrivili veliko krivico. Tako je! Dobro, rezervni načrt rezervnega načrta. Mogoče bomo našli skupno točko, ki bi vas zbližala. Kaj pa počnete, ko se ne bojujete? A to je pa easy. Pripravljamo se na boj. In kaj bi radi imeli od bojevanja? Zadovoljstvo zmage! Zmaga v čem? Ja, v boju, jasno. Da dokažemo, da je naša družina najboljša. Najboljša v čem? V zmagovanju! Kaj nič ne poslušata! Torej imajo skupno le to, da hočejo oboji zmagati v boju in da nihče ne ve, zakaj se bori. Kako naj rešiva ta spor, če ne veva, zakaj je nastal? Mogoče se mora pa samo nekdo opravičiti. To je dobra ideja. In rešitev prijateljstva 48. A lahko jo predstaviva. Tako sem vesela, da ste pristali na to. Ta torta opravičila bo naredila veliko za spravo med vami. Kateri del moje razlage vas je prepričal? To, ko sem rekla, da so prednosti prijateljstva večje od stroškov vojne, ali ko sem rekla, da je odpuščanje investicija v srečo? Ja, vse to! Čakaj, a me sploh poslušaš? Kdo je tam? Mama Hufield! Hufild alarm! Naložite topove! S torto opravičila! Si rekla torta? Čisto torta? Vzemite to kot gesto dobre volje od nas vsem vam! Torte nisem jedla že celo večnost. Odprite vrata! Kako čudovita torta! Nanjo gledajte na več kot zgolj torto. To je prvi korak na dolgi poti odpuščanja. Nič ne pravi, bodimo prijatelji, bolj kot torta, ki pravi, bodimo prijatelji. To sem napisala na oblivu. Za slavo! Makolti! Vsi v formacijo delta moči! Pripravljeni? Meri! Ogenj! Mama Hufild, v torto si potaknila ponije! Ja! Čakaj! Si mislila resno glede opravičila? Zakaj zakonitajo bi se opravičili? Saj nismo naredili nič narobe! O čem pa govoriš? Toliko stvari ste naredili narobe! Ne toliko kot vi! Kola ne bi toliko upili, ali pa bi nasploh nehali govoriti. Twilight, najbrž bi se morali vrniti. Mislim, da če rabiš odmor, nič hudega, ampak tega res ne zmorem brez tebe. Ne vem, če bova sploh lahko kaj naredili. Tudi če vse popravim, se bodo začeli spet prepirati. Živijo, ljubi malčki, v redu je, lahko pridete ven.
je bilo to? O, božci mali, tu ni dovolj hrane za vas. In zebe vas. Vse vas bom odnesla domov in vam skuhala vroč kakav. Kaj menite o knjižnem klubu? Ne razumem. To bi morala biti najlepša dolina v vsej Konjetaji. Kaj se je zgodilo? Kaj praviš? Aha. Twilight, oni vedo, kaj se je zgodilo. Kaj? Stojte, morate me poslušati! Fluttershy, povedati jim moraš. Veliko teže je zamrzniti vojsko ponijev kot le 6 ponijev. Preden nadaljujete z bojem, morate nekaj vedeti. Pred davnimi časi sta živela prijatelja, Grab Hufild in Piles McColt. Ko sta našla dolino med meglenima gorama, sta vedela, da je nekaj posebnega. Zato sta si obljubila, da bosta varovala in ohranila dolino za vse njene kosmate prebivalce. A se nista strinjala, kako se lotiti. Grab je hotel nasaditi pridelek, da bi imeli poniji kaj za podzob. Piles pa je menil, da bi bilo boljše skratiti zatočišče, da bi jih zaščitili pred mrazom in vetrom. Ponija se nista mogla sporazumeti. Zato je Piles kljub vsemu zgradil zatočišče prav tam, kjer je Grab hotel postaviti kmetijo. Grab je bil jezen, zato je porušil Pilesovo zatočišče, da bi posadil pridelek. Nato sta se prepirala, dokler iz tega ni nastal spor. Dolina je trpela zaradi stalnega uničevanja, dokler se končno Hufildovi in McColtovi niso odselili vsak na svojo goro. Kljub temu so bili dolina in živali v njej še vedno ujeti v navzkrižnem ognju. Vidite, s bojevanjem uničujete ravno to, kar vas je sploh pripeljalo sem. Zato je čas, da pozabite na razlike in se združite, če ne zaradi sebe, pa vse za voljo teh srčkanih, mehkih kipic. O, Šmint, nismo vam hoteli škodovati, kosmatinčki. Ja, žal nam je. Pravijo, da sprejmejo opravičilo. Princesa, zdaj nas pa lahko odmrzneš. Točno. Mama, Hufild, obljubimo, da vas ne bomo več napadali. Mi tudi. Le da obljubimo, da ne bomo napadali vas. Najbrž je vseeno, kdo ima prav. Oboji se motimo. No, v tem se pa lahko strinjamo. To je krasno! Tako sem ponosna na vaju. Oh, hvala, princesa. Čeprav bi rada poudarila, da sem bila jaz prva, ki sem priznala zmoto. Mogoče res, se sem pa prvi obljubil konc bojev. To šteje več. A ja? Oh, no prav. Ni nama treba govoriti živalščine, da bi vas razumeli. Premirje? Premirje. A ni to lep razgled? Res je. McColtovi nam bodo pomagali postaviti domove. Tokrat pa dobre. In Hufildovi nam bojo pomagali zasaditi pridelk. Pa ne buče. Hvala, ker ste nas naučili, da je prijateljstvo veliko boljše od zmage v neumnem prepiru. Ja, sem rekla, da nama bo uspelo. In res, pa zato nismo potrebovali portfolije prijateljstva. Samo druga.
No, kaj misliš, da se bo zgodilo zdaj? Zdaj nas je zemljevid že vse poklical. Gotovo bomo izvedeli, ko pridemo domov. Kaj, če nas vseh 6 pokliče nekam drugam? Ali kakšnega ponija, ki ga nismo pričakovali? Kaj pa, če bo hotel, da rešujemo drugačne probleme, kot je kvantna fizika, ali pa zakaj jabolko ne pade daleč od dreves? Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.